večer, lepo pozdravljeni. Torej, Ljutomer, mesto starodavno. Že vrsto let poje čistan ljutomerski oktet o Ljutomeru, o mestu, kjer so Prleki pod vodstvom Matije Preloga pred skoraj 150 leti vsem Slovencem s prvim slovenskim taborom natočili čistega vina. Bil je Ljutomer mesto prvega filmskega zapisa, bil je prvo mesto v Pomurju samopostrežno trgovino. Prvi v Sloveniji smo po vzoru Avstrije priredili konjske dirke. Prvi v Pomurju smo na župansko mesto zvolili županjo. Bili smo prvi še kje drugje, saj smo takšni nekje v sebi, v svoji notrini. Hitro se nam nekaj otrne in hitro nam poči film. Kje je Ljutomer danes? Ljudi, ki po koloarjih in zašanki, na ulici in v debati in v kavi in na vaškem dogodku zatrjujejo, da je Ljutomer danes interesno miselno razdeljeno mesto, brez posebne vizije in zato mesto značilnega preboja je veliko. Pa je temu, o čem govorijo, res tako. Kapital, ki je v Ljutomeru nekoč poganjal močna podjetja, Ingrad, Tehnostroj, Simental, Kamurales, Marles, MTT, Mura, Vesna, se danes res obrača med nekaj 100 lokalnimi podjetniki, a to samo po sebi še ne pomeni, da leti niso pripravljeni na dialog, na konstruktivno snovanje prihodnosti, ali pač. Kam se je razvila prleška večstoletna vinogradniška tradicija? Kaj je zmislil na zadinjenost, ki je prek želje po enotni Sloveniji zaživela na prvem slovenskem taboru, tukaj pri nas, v Lodmerku, na kar naj bi bili ljutomerčani še posebej ponosni, kot piše na spletni strani naše občine. In saj res, je občina oziroma je občinska prava res vitalni, korektni servis občanov, ali gre bolj za pajdaški sestav samoklicanih srčnežev. Brez preboja in poguma nikdar ni šlo in nikdar ne bo šlo. Jasna, poštena beseda je osnovni pogoj, če v kolektivni zavesti vzniknete tisti stari, taborski in povezovalni prleški duh. Živa in jasna in neoporečna družbena misel je generator, ki ljudi dela najboljše. Malo kje sta lepota in prisrčnost narave tako lepo združeni s prijaznostjo in gostoljubnostjo ljudi, kot je to na območju Prlekije. Tako nam sporoča naša občinska elektronska stran in pri tem nekritično pozablja na vse več tistih, ki zaradi stisk in kriz in nesreč niso prijazni in gostoljubni, temveč so siromašni in prestrašeni in sami. Kaj je z našimi gasilci, ki morajo pred inšpekcijsko vizitacijo za opremo prositi radgonske in lenarske kolege, da lahko zadostijo črki zakona oziroma da lahko po obisku nadzornikov v naše domove in imovino gasijo še naprej? Je rušilni cunami, ki ga v prleški svet prek občinskih modrecev naneslo iz daljne prestolnice, res že pred našim stebrom kulture, pred knjižnico? Bodo naši športniki zaradi finančnega manjka res vračali prigarani certifikat kakovosti? Bo glasbena šola ostala ujeta v brezčasje, v nezanimanje oblasti za njeno pezo in nevarno tekanje njenih čez 300 učencev med 5-6 lokacij? Kam na področju mobilnosti rine Ljutomer in zakaj v imenu mobilnosti še ne vemo poskrbeti za invalide? V kakšni kondiciji je občinski proračun, kaj je z režijskim obratom, ki naj bi poganjal tako našo kulturo kot naš šport in rekreacijo in edukacijo odraslih? Vprašanje je veliko in odgovore zanje sem želel za nas, za vas, najprej izvedeti prek soočenja med županjo oziroma njeno ekipo s predstavniki zavodov in organizacij, ki spreminjajo nas in se spreminjajo sami oziroma jih spreminja njihov ustanovitelj, torej občina. Moram povedati, da sem se z županjo pred dobrim mesecem dni imenitno pogovarjala o vsem tem in ji rekla ne, ja. Ideja o drugič prvem slovenskem taboru jo je spodbudila, da sva rekla tudi nekaj konkretnih o vnovični prleški pomladi, a kasneje, čez kak teden, 2, je prek SMS sporočila, da se je po tehtnem premisleku odločila ne sodelovati in da bo še naprej predano in srčno delala za našo skupnost. Razumi, kdor more. Ker čas terja odgovore in ker Prleki bolj kot drugega potrebujemo vizijo, preboj in neke vrste narodno stojenje,
sem se odločil sogovornike, ki bi se soočili posneti. Poklical sem prijatelja Marka in v 2 etapah je nastalo to, kar se bomo zdaj gledali. Županja na moje pozive in prošnje, na predloge terminov za snemanje ni odgovorila z ničemer. Tako da ne vem, še danes ne, ali je za stvar ali ni, ker je srčna in predana Prlekom si predstavljam, da je. Poglejmo torej, preden vas povabim v konstruktivni razmislek o našem lepšem in predvsem boljšem, varnejšem jutri, najprej naše istočne sogovornike, ki nam bodo nalili kar nekaj čistega vina. Mene so ti naši sogovorci nagovorili zelo, ne vem, kak so vas. Skupen problem imamo, ki ga vidimo zdaj v Ljutomeru, da ni komunikacije. Vsi smo probali priti v županje, nismo uspeli priti, tudi tukaj ni, tako da danes v bistvu jaz skupaj nek vprašanj ne morem iznesti, ker bo izgledalo, kot da jo napadamo, oziroma napadamo ta sistem. Ne? Je pa začetna glasba dala dober način za razmišljanje, se mi zdi, poje Olivija. Bežiš pred težo lastnih sanj, bežiš pred ritmom vprašanj. Ne? Zdaj ne vem, če gospa bežijo, oziroma kaj se dogaja z našo občino, vsekakor se mi zdi, nima v roki pravega štila, kot je rekel gospod Stržej. Pa bi na tem mestu dal mogoče besedo vam. Če ima kdo kak predlog, kak bi lahko bilo boljše v Ljutomeru, če ima kdo kako idejo, kaj sporočiti, mi bomo s takimi večeri nadaljevali. Upam, da bomo se lahko kdaj soočili, da ne bomo samo ene strani poslušali. Poprosim Miško, če mikrofon mogoče, če je kdo pripravljen kaj podeliti z nami. Vedno sta za debato potrebne res 2 strani, za ene strani ni, prav upam, da bo drugič. Ja, dobro večer. Gregor Žižek. Lahko bi rekel, eden izmed odpisanih. Bilo nas je kar nekaj odpisanih iz zavodov, ki so dobro delovali. Jaz sem mislil, da bom dnes dobil odgovor. 26. junija sem zaključil v svojem zavode. Do dnes še nisem dobil odgovora, kaj zapravlja LTO narobe dela, oziroma jaz kot zaposlenik, ki svoje imeni v oči. Še dnes dan dobivamo maile, sporočila, kaj se to v Lotmerki dogaja, Lotmerk, LTO, Jeruzalem. Kaj lahko rečemo, ne vemo. Prvo kot prvo, vsi so se hodili k nam večina, od Murske Sobote, Moravske Toplice, bom vzel to bližino. Vsem laufajo zavode, nove zaposlitve, pri nas to ukinjamo. Zdaj samo jomnem, kak naprej, som ne vem. Mislim, ka dnešni povezovalnič ne bi mogla biti med ponudniki, potem med goste, ker to kot občina težko. Ker skozi učijo, kak so preobremenjeni, delavci ovo tretje, zdaj vidimo, ko funkcionira, tudi pač z njihovo pomočjo, zdaj kak je na strokovni nivoji, ne vem, ampak kritike že prihajajo o nesposobnosti, o pacu kvalitete. Nalili pa se bi mogli čistega vina, pravim, kak na občini, kak tudi ponudniki. Hvala lepa. Dobar večer, vsem skupaj. Jaz sem si pol stvari napisala. Najprej bi Dejan tebe čestitala, ko si se sploh za to odločila. Resnično in tako, kak si gor zapisal, upam res, globoko upam, kaj je to prvi del. Ko bomo prišli tudi drugi na vrsto in sem prepričana, ko bomo. Ni zato, ko ne bi kaj štimalo ali pa, ko vse dobro štima, ampak zato, ko si povemo, kaj što dela. Ko tudi naši občani vejo, ko recimo, zdaj, če za sebe učim, ne sem sicer tudi kot občan Lotmerka, ni kot
jaz si kot dejal uslužbenec, ampak, ko si povemo, ko v javni pravi tudi nekaj vraga delamo, ne? Ko ne mešamo samo luft. In res, ko sem gledala to, ne, in moram reči, ko se je zadeva tako stopnjevala, ne? In v začetku sem si mislila sama pri sebi, poslušam prvega, poslušam drugega, jaz sem pa na nič ne fali. Poslušam tretjega, mislim, ne vem, kaj je narobe, ne? Ampak jaz vem, blogmerki nam fali to, oziroma smo prišli tako daleč, ko dejansko bi mi mogli med sebo najprej razčistiti, vsakši pri sebi, kako sploh delujemo mi kot osebe. Ali smo zadosti iskreni, ali smo zadosti pošteni, najprej sami do sebe, te pa še do svojega soobčana, sodelavca, ne vem, sokrajana, ne vem kogakoli. Zato ga občutek imam, ko se tako pogovorjam tudi z ljudmi, ljudje se bojijo povedati. To pa zavoljo tega, ker vse posodek so nekša vika, ki do potli dola dale informacije, mogoče še kaj dodala in na konci ostaneš, tako kak je osta Gregor, tako kak je osta, ne vem, kdo še vse, nega te več. Kaj nam pomagajo, ne vem, 4-letne plane delamo, ali pa 5-letne, ali pa 10-letne, ali pa ne vem, jaz za kulturo recimo, 4-letna strategija razvoja kulture, lahko jo napišemo, lahko delamo ne vem kaj, ampak kaj nam to pomaga? Tu sem videla, ko je povedala za športno zvezo, imeli so do te plane, ne vem, za kego let že naprej, zdaj to vse zrušeno, kaj ti pomaga, ti tako od gnesta zjutra že nešče enostavno tako postovi pred vrota. Pa ni zato, ko bi ti rekel, pa slabo delaš. Ni zato, ko bi ti rekel, pa slabo delaš, ampak enostavno nešče si je zmislila, preveč jih je, previsoke ploče so, treba jih ukinuti, zdaj bomo mi nekšo novo filozofijo zmislili. Ljudje Božji, tako se ne do. Resnično se ne do. In tu se mi zdi, ka nam samim resen fali, ka eden drugega podperemo. Ka neka saj jaz zvučim, pa mi vi ploskate, pa se svoje mislite, eni tak, drugi drugače. Ampak, ka resen vemo, ka je med nami nekša energija, ka vraga za vraga moramo nekaj narediti. Moramo nekako začeti pozitivno razmišljati, ker če bomo samo jomrali, pa samo si gučali po oštarija ali pa nevinki ali pa tako tu zdaj, pa nič napravili, pa ne se vypali izpostaviti. Ne vem, nemo nič naredili, ne. In še nekaj, gospod Stržaj me je pozitivno preseneta, poznam ga, sodelujemo tudi v društvu, pa vem, kaj je fejs razgledani človek, pa moder človek in ponosno sem, da imamo takšnega častnega občana. Jaz upam, kada kdo priša še kjer od častnih občanov vsem, kada je nam na podlagi svojih izkušenj povedal, kak za vraga pa resen blogmerki delamo pa delujemo. In to se mi je vtrnilo, recimo, ko sem njega poslušala, on je prišel v Prlekijo, povedal je, kak je prleški človek sprejeja, povedal je, kak mu je lepo tu, kak se je odomočija. Omenija je edine besedo Prlekija. Omenjal jo je zato, ker mu je sigurno ostalo to, ker nosi to v srce. Ampak to je omenja človek, ki je k nam prišel. Mi pa smo se tu rodili. Mi pa smo tu gor zrasli. Mi pa tu eden ovega pozdravljamo pa gledamo. Tudi zapravljamo, mogoče res. Ampak, gledajte, moramo nekako se skupaj spraviti. Resnično. Skupaj spraviti pa spremeniti to, kaj nam zdaj ne paše. To sem rekla, ne vem, brez veze, ka reči bi še dola nekomu drugemu besedo, ka samo jaz zvučim, ampak štela sem se oglasiti samo zato, dajte, povejmo se, ne bojmo se, povejmo, ali je tak, ali ne je tak, ali ne res sem tak fajn, meni še ne je tak slabo, priznam. Ampak vi pa vsakemu v obraz pogledniti pa rečiti, ka upam, ka se toto pločo, ki jo nesem domu mesečno zaslužim. Pa marsikdo izmed vas. Zato mikrofon
ne gre nekam dalje. Bog ne daj, bi tako hitro zaključili. No. Ja, ponavadi riba smrdi pri glavi, en rek. Nič ne mislim, ne ciljam na nobenega, ne, ampak s to našo ribo, ne, če lahko vas malo povem, s to našo ribo nekaj ne štima, ne, s to našo glavo. Kaj ne štima, ne vem, ker ti nisem mogel ugotoviti, nisem imel šans, da bi se pogovoril. Ne vem, jaz mislim, da treba začeti tu nekako, ali bomo želeli štil v roko, pa bomo šli gor, ali pa bodo se gospodje pa gospe malo zresnili, pa na mesto spomenikov, nadstandardov, gasilcev pomagali, glasbenikom pomagali, kaj nam pomagajo nove ceste, če pa, ne, oziroma naselja. Roman Marka, jaz bi se pridružil, kaj je Mira rekla, pa prej že Gregor, ja, skupaj treba stopiti, ne, samo vedno še tisti, kar praviš, riba pa glava, pa to, vsaka skupnost ima nekega voditelja, ne, in bom tako direktno rekel, kdokoli bi bija, nimam proti nikomu nič, ampak če je pravi župan, bi prišel med ljudi, kdokoli bi bija, bi zdaj bija tu, pa bi povedal o problemih in tak dalje, ne. Če se ljudje zberajo, župan je mesto med ljudmi, ne, ni samo mogoče med svoje kaste in tak dalje. Tako da mogoče nadaljujem tisto, kak je Mira rekla, moramo vkup stopiti in čez slabe 2 leti, da tisti cajt, kar res vkup stopimo, pa povemo, kada drugače. Tam imamo en del, ki imamo mi v glasu roda. Hvala lepa. Danes je na Prlekiju net pisalo, da so z občine sporočili, da so opazili, da se nekaj pripravlja, ampak da je županja moderatorju, se pravi meni, sporočila 16. oktobra, da je ne bo, oziroma da je med 2. in 9. odsotno. Ne drži. Mi smo imeli najprej v glavi soočenje in kot pravim, je bilo pozitiven signal strani občine, konkretno je tudi gospa Karva predlagala, da bi se dobili novembra, ne oktobra. 16. oktobra je res prišlo sporočilo, da pač, kot sem že povedal, pod temeljitem premislekom se odloča, da ne bo sodelovala. Od takrat naprej pa nisem dobil nobenega odgovora, ne na mail, ne na sporočila, ne na nič, tako da ne vem, zakaj danes gospodov ni. Srečal sem danes eno posvetnico v občinskem svetu, sem vprašal, če pride, ni vedela kam, pa sem razložil pač, kaj se dogaja. Pa rekla, ne bo zdaj tega izraza povedal, ampak da bo itak vse skupaj vzel tisti spode in v Ljutomeru in v državi. Dobro večer, jaz sem Robert Štefanec. Mogel sem se zglasiti, ker sem trenutno tudi član občinskega sveta in sem izmed tistih, ki sem se gnes nekako čutil dolžnega, da se tu udeležim. Koliko gledam, je tudi nekaj svetnikov, ki nekako se probamo boriti za eno sfero oziroma za interese vseh ljudi, ne? Ampak težko je samo zato, ker rekel bom tako si rekel, delam pri glavi smrdi, ampak občinski svet oziroma sama struktura je tako narejena, ne? Občinski svet je nad županjem, kaj to pomeni po domače povedano. Vsako stvar, ki je občinski svet izglasuje, je župan dolžan izvajati, to je čisto po domače povedano. In trenutno situacija v našem občinskem svetu je takšna, da 12 ljudi obvladuje celotno situacijo. Vemo, kjer je situacija, nečemo imenek, mislim pa nekaj nebenega, da tu učim. Ne, ker jih ni tudi ti nam. No, ok, ampak gledaj, tak zadeva deluje, čisto po domače povedano, ne. In kaj se zgodi? Bilo kakšen predlog, da rekel z naše strani, tudi strani občanov, je brez vsakega argumenta, brez vsake stvari vehementno zavrnjen. Čisto domače povedano, tudi vsako leto, če gledamo seje, kjer je gledate, upam, da jih čim manj gledali, ker to je včasih neznosno gledati, moram priznati, mene je včasih sram. In kaj se dogaja? Glavni dokument oziroma vse, kaj se dela v občini, je proračun, ne? Za vsako leto, čisto domače povedano. Zadnje 2 leta so ti proračuni bili s takšno lahkoto podpirani, brez nekih argumentov, brez nekih stvari, vse, kaj smo predlagali, je bilo zavrjeno, češ, kaj boste vi kučali, ne?
In tu jaz vidim eno veliko stvar, ti ljudje, ki to zadevo tako z veseljem potrjujejo, bodo enkrat mogli vzeti odgovornost na sebe, kaj se tu dogaja. In zdaj, jaz osebno je več ne moram pomoč, nisem pozorite. Ne razumite, ne pa čem povedate. Srečujete jih na ceste, vsaki dan vidim. Pa rečete mu, čuješ, za Božjo voljo, to so, kaj se zdigne ruko, če ne ve, zakaj se zdigne, pa domoče povedati, ne? Ali pa povej, gledaj, zdignil sem zato, ker pač mu svoje mišljenje. Točno tako, ti odzava čujem, gospoda, ker mu korist. Jaz ne vem, to pa ne me rečete. Ali glasujejo po nekem diktatu, jaz tudi ne me rečete. Ampak tu za prihodnost, oziroma za tu, kjego so nas zbrali, pa še jaz mislim, da še več ljudi ima podobno mišljenje, vse so tudi sogovorniki gore rekli, začeli se z Šimom, z LTO-om, tam so 13-15 delavcev zdaj na cesti, se nima veze, tu so naši ljudje, vemo, kje smo, ne, vemo. Bila omenjena glasbena šola, moram priznati, že dvoproračuna so no sredstva namenjena, ne vem, kje so zdaj, tista dvorana še zdaj ne bi naredila in upamo, da bo kdo. Ja, pa res je težko zdaj dobiti vprašanje, ker toti gospodu pa gospod ne tuj. In za konec kaj ne reče, tako je Mira rekla, treba povedati, ne se bojati, ja, mene ne srom povedati, vi pa vidite posebne odmerke. A mi pa očitno ne, zato jih nema glas tuj. Hvala za besedo. Se vidimo na drugem nalivanju vina, predvidoma decembra. Upam, da bomo lahko soočili ključne deležnike. Hvala, ker ste prišli, ker ste si vzeli čas. Pa lahko noč.